Prebivalce Kopra so razburile nove kolesarske oznake, ki naj bi povzročile zmedo v prometu, saj so Primorcem bolj nejasne kot dvojina. Za poglobljeno analizo se nam iz Kopra seveda javlja naš obalni dopisnik gospod Marko Žerjal. Gospod Žerjal, so nove kolesarske oznake res tako nerazumljive, kot pravijo? Ma ne, gospod Godler, meni so oznake na cesti čisto jasne in dobrodošle. Recimo tukaj za te oznake za kolesa na cesti so rekli, da bojo zdaj kolesarji se vozili po cesti namesto po pločniku in bojo samo še bolj oteževali promet. Ampak to je napačna perspektiva. Ne bodo ovirali prometa, ampak bojo voznikom dali samo še več časa, da si razgledajo lepote Kopra. Potem tukaj se nekateri pritožujejo, da kolesarska pot zaradi palm zapre prehod pešcem, ampak ni res. Pešci grejo lahko komot po stopnicah, ali pa če so malo bolj za izziv, palme preprosto preplezajo. In tudi, če imaš invalidski voziček ali pa tistega za dojenčke, ga pač registriraš kot moped in greš po cesti. Dajmo se malo znajti, Koper. Tu se nekateri pritožujejo, da kolesarska ni jasna. Kako da ne? Gre za klasičen primer vključevanja na prednostno cesto. To ne služi samo kot kolesarska, ampak tudi kot poligon za vaditi cestno-prometne predpise. Nekaterim je celo ta del kolesarske nejasen, zato ker vmes menja barvo in se potem naenkrat konča. Ampak tukaj ni čisto nič nejasnega. Glejte, vam bom jaz pokazal, kako se to uporablja. Do sem se s kolesom pripelješ, ga dvigneš in neseš s sabo do cilja. Sploh pa, tudi če so nove kolesarske poti res malo nenavadno označene, saj v Kopru smo tega vajeni. Koper je prvo mesto v Sloveniji, kjer imamo krožišče za kolesarje. Glejte, na tej točki me ne preseneti več niti, če kolesarjem v Kopru postavijo bencinsko črpalko. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.